Od 25. oktobra je v.d. direktorice turizma Zavoda za kulturo in turizem v Radovljici Kaja Beton. Kaja, iskrene čestitke. Vsekakor ni to težka naloga za vas, saj poznate turizem, saj ste že leta in leta sama delate v turizmu. Ja, najprej hvala za čestitke in pozdrav vsem. Jaz sem prevzela zdaj ta v.d. mesto direktorice. Težka naloga je v smislu tega, da je do zdaj bilo delo turizma javnega zavoda zelo uspešno, tako da to so kar izzivi s tem nadaljevati, ampak mislim, da bomo z dobro ekipo to brez težav lahko speljali, tako kot smo si zastavili. Nenazadnje sem tudi že leta in leta tukaj zaposlena, tako da poznam in destinacijo in projekte, ki jih izvajamo, tako da tukaj mislim, da ne bo večjih težav. No, mesec november prinaša okuse Radovljica in z 29. oktobra z otvoritveno večerjo, tokrat, ker lastnika oziroma najemnika odhajata v Linhartov hotelček tukaj na Linhartovem trgu v Radovljici, je bila letos otvoritvena večerja prav v Podvinu. Ja, letos je bila otvoritvena večerja v Vili Podvin, prav zaradi tega, ker je nekako zdaj november, zadnji mesec, ko bomo tam lahko okušali te fantastične jedi Uroša Štefelina, potem od decembra naprej pa seveda v hotelu Linhart. Otvoritveni dogodek moram reči, da je bil zelo uspešen, tudi letos je bila otvoritvena večerja razprodana že kar nekaj časa vnaprej. Tudi zelo okusna, jaz mislim, da so vsi gostje uživali. Če pravite, da je okusna, kaj je letošnja rdeča nič? Letos, predvsem na tej otvoritveni večerji, so se kuharji malo vrnili v neko nostalgijo, tako da tudi pri svojih menijih v mesecu novembru to ohranjajo, seveda pa je tako kot vsa leta poudarek na lokalnih sestavinah in pa na sledljivosti sestavin. To je v bistvu glavni namen tega meseca lokalne kulinarike, se pravi meniji, ki jih kuharji pripravijo, so skrbno načrtovani in izbrani tako, da se lahko uporabi čim več lokalnih sestavin in da tudi ob meniju napišejo, kdo so ti ponudniki surovin, sestavin pri jedeh. Koliko restavracij letos nastopa? Še vedno toliko, kolikor jih je bilo, ali je kakšna pristopila na novo? Število ostaja enako, to je 9 restavracij, kljub temu, da v Okusih Radovljice je trenutno 10, no, ampak tista 10. je Linhart hotel, ki je pa trenutno zaprt zaradi te reorganizacije lokacij, tako da 9 restavracij, toplo vabljeni. Torej, cel mesec so pač vsi gostje vabljeni v te restavraciji, da poizkusijo te dobrote iz lokalnih sestavin. Tako je, vsaka restauracija ima pač drugačen menij, tako da meniji so objavljeni na naši spletni strani www.radovljica.si in si tam tudi lahko pogledate, kaj kdo ponuja. Priporočamo pa mogoče vnaprejšnje rezervacije, ker so to res vrhunsko pripravljeni meniji in se morajo tudi kuharji na to malo pripraviti. Hvala in uspešno. Hvala tudi vam.